To je center za daljinsko vodenje prometa, ki bo predvidoma od začetka prihodnjega leta naprej skrbel, da se bodo potniki od Pragerskega do Hodoša varno prepeljali, in to brez železniškega osebja, ki je do sedaj skrbelo za nemoten železniški promet. Poleg varnostnega segmenta je tudi seveda večja propustnost in pa dosežena večja progovna moč. In pa seveda z temi napravami se direktno vključujemo tudi v interoperabilni sistem z sosednjimi državami. Nov sistem bo omogočal predvsem boljšo komunikacijo s tujimi prevozniki in skrbel za natančen pregled zasedenosti vlakov. Čeprav bo nova tehnologija nadomestila približno 80 delovnih mest, Kodec obljublja, da do odpuščanj ne bo prišlo. V tem trenutku do odpuščanj ne bo prišlo, ker je na tem segmentu pomanjkanje števila tega kadra, tako da ti ljudje bodo pač razporejeni na druga dela. Minister Vlačič je poudaril, da je država v preteklosti premalo sredstev namenjala za prenovo železniške infrastrukture, ki je že v precejšnjem zaostanku. Malo prej, ko sem pozdravil tukaj prisotne na prireditvi, sem rekel, da je železniški nacionalni program izpolnjen samo 30%, avtocestni pa skoraj 100%, edina razlika je bila v tem, da ni bilo sredstev. No in ta vlada je ta sredstva zagotovila. Šlo naj bi približno za 110 milijonov evrov sredstev, ki bodo namenjena za modernizacijo železnice, katere blagajna je sicer že precej zdesetkana, saj so železnice samo do konca julija pridelale skoraj 9,5 milijonov evrov izgube.